Lepo pozdravljeni predstavniki medijev in dobrodošli na današnji novinarski konferenci, ki organizirata Pedagoški inštitut in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Danes smo tu, da vam predstavimo rezultate mednarodne raziskave bralne pismenosti četrtošolcev PIRLS 2021, ki se bo odvila hkrati z mednarodno objavo uradnih rezultatov. Mednarodna raziskava bralne pismenosti se pod okriljem Mednarodnega združenja za vrednotenje izobraževalnih dosežkov izvaja že 20 let in nam v tem času prinaša primerjalne podatke o bralni pismenosti učenk in učencev v zgodnjem obdobju opismenjevanja. Slovenija je v raziskavo, ki se izvaja na 5 let, vključena že od samega začetka in ves čas. Uvodoma nas bo nagovoril minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Dario Felda, izsledke raziskave, ki se je med četrtošolci izvajala spomladi 2021, pa nam bo predstavila nacionalna koordinatorka raziskave dr. Eva M. Klemenčič iz Pedagoškega inštituta. Tej predstavitvi bo sledil še kratek ministrov komentar. Gospa Klemenčič bo po koncu predstavitve na voljo tudi še za nekaj novinarskih vprašanj, sicer pa vse novinarje, ki bi jih zanimalo poglobljeno seznanjanje z raziskavo, vabimo tudi na strokovni dogodek, ki bo sledil v sosednji sejni sobi in sicer ob 11. uri. Minister bo po koncu namreč moral iti, ker gre na vlado. Tako da povabim vas, minister, izvolite, beseda je vaša. Ja, hvala lepa, lepo pozdravljeni. Res je bralna pismenost pravzaprav ena od naših osrednjih skrbi. Navsezadnje, bralna pismenost je tudi temelj vseh drugih bralnih pismenosti in tudi temelj za kakršnokoli učenje, zavestno učenje človeka in tudi za celo življenje pravzaprav. Ta mednarodna raziskava pismenosti, ki zajema četrtošolce, kot rečeno, sodelujemo tukaj že 20 let od samega začetka in tudi bomo tudi nadaljevali še naprej, kajti to je dejansko za nas ključno. Ključno je vedeti, kako učenci četrtega razreda znajo brati, kako to razumejo, kako znajo vse to sporočati in tako naprej. Zaradi tega, ker je pravzaprav vse, kar je naprej v šoli, pa ne samo v osnovni, pa tudi v srednji, pa tudi naprej, zelo povezano o tem, kako smo ozaveščeni, kako znamo pravzaprav brati in tisto, kar beremo, razumeti, sporočati in tudi napisati, karkoli, če želimo o tem. Vemo, da ta raziskava poteka na 5 let, doslej je potekala, kot rečem, prvič 2001, potem na zadnje letos, oziroma pred 2 letoma 2021. Zdaj, povratna informacija o teh dosežkih slovenskih četrtošolcev na področju pismenosti, ki je dana v tako zgodnjem obdobju, pravzaprav kot rečeno ključna za to, da imamo tudi še v osnovni šoli nekaj časa, da sprejmemo ustrezne ukrepe, če opazimo, da so določene pomanjkljivosti, še tekom 2. oziroma 3. triletja. Posebej pa treba naglasiti tudi to, da pravzaprav je treba o bralni pismenosti nadaljevati tudi v srednjih šolah. Zato, ker tudi takrat sprejemamo neke nove pojme, neke nove teorije in vse to je treba dejansko znati prvič brati, razumeti in sporočati naprej. Seveda je bila nazadnje ta izvedba leta 2021 nekaj posebnega. Spomnimo se, takrat je pravzaprav spomladi, torej maja 2021, ko se je to dogajalo, pravzaprav so bile takrat šole drugič odprte, potem ko so bile predtem kar dolgo zaprte, morda preveč, ampak tudi težko soditi, ampak zagotovo pričakujemo, da morda bo delček tega vpliva tudi na to. Navsezadnje to sklepamo tudi potem, ker so tudi naša nacionalna evalvacijska študija, ki je bila narejena s pomočjo vseh 3 pedagoških fakultet, in kjer so spraševali učitelje na osnovnih šolah, kaj vidijo, kaj spoznavajo o znanju, o branju učencev,
so seveda učitelji rekli, da je nekako znanje nekoliko slabše. To pomeni, da že to verjetno nakazuje najbrž, da je potrebno to delati. No, vemo pa tudi to, ne, da ti četrtošolci, ki so bili takrat četrtošolci leta 2021, so letos v 6. razredu, kar pomeni ravno, kar so pisali tudi nacionalni preizkus znanja iz slovenščine, tudi drugih predmetov. In ravno nacionalni preizkus znanja za slovenščino bo morda pokazal lahko nekaj napredka glede na to, kar so takrat učitelji opažali leta 2021, zaradi tega, ker če so učitelji leta 2021 opazili določene pomanjkljivosti, so lahko že oni v času 5., 6. razreda lahko določene primanjkljaje že sami skušali odpravljati. Tako da, kot rečeno, to ni eno in isto, torej skratka PIRLS, pa recimo naš nacionalni preizkus ni eno in isto, ampak vendarle so določeni elementi znanja, torej bralne pismenosti taki, da se jih da morda najti, recimo pa iskati neke odgovore na neka vprašanja, ki so morda za nas zaenkrat neznana, še odgovori še niso znani. Ravno zaradi tega, ker je bil takrat tisti čas, ko se je šola drugič odpirala, so bili to posebno izjemni časi, to je skratka težki so bili tako za šole, za učitelje, za učence, za starše, za raziskovalce, vsezadnje tudi, ki so morali najti primerne načine, kako sodelovati s šolami, kako najti šole, kako urediti, da bo to teklo tako, da bo nekako bilo skladno s tem, kar se zahteva od take mednarodne raziskave. Po drugi strani seveda vidimo, da je bilo to uspešno opravljeno, kar pomeni, gre posebna zahvala dejansko Pedagoškemu inštitutu, vsem raziskovalcem, ki so se trudili, našli načine, da so to lahko izpeljali. Zahvala tudi vsem tistim šolam, ki so se odzvale, ki so pristale na sodelovanje in upamo seveda, da bomo tudi v bodoče še v naslednjih raziskavah, ne samo teh, tudi drugačnih raziskavah naših, internih, tudi slovenskih, tudi mednarodnih, uspešno sodelovali naprej. Hvala lepa. Najlepša hvala, minister. Zdaj pa k besedi vabim gospod Evo M. Klemenčič iz Pedagoškega inštituta, ki bo predstavila rezultate te raziskave. Izvolite. Najlepša hvala. Tako kot je bilo že rečeno, jaz bom danes predstavila prve izsledke mednarodne raziskave bralne pismenosti. Minister je povedal, četrtošolci in četrtošolke so sodelovali v Sloveniji. Pogledali si bomo tudi nekaj trendov. Rečeno je bilo, raziskava poteka vsakih 5 let, se pravi, lahko spremljamo trende v bralnih dosežkih, pa tudi drugih kontekstualnih rezultatih vsakih 5 let. Na koncu pa seveda vprašanja in odgovore. Kar se tiče mednarodne raziskave PIRLS, v Sloveniji jo koordinira Pedagoški inštitut, tako kot počne to tudi pri drugih raziskavah, tako v osnovni kot v srednji šoli. Skratka, izvajamo že celo nekaj več kot 20 let neodvisno evalvacijo določenih segmentov šolskega sistema. Kot rečeno, danes je na sporedu bralna pismenost. Zdaj, sam namen bralne pismenosti je preverjanje bralne pismenosti učenk praviloma v 4. razredu, pomeni, da so stari približno 10 let, seveda tudi izmeriti in pa interpretirati razlike v izobraževalnih sistemih, zato da bi pomagali ali da bi začeli izboljševati poučevanje in učenje bralne pismenosti tako doma kot v svetu. Minister je povedal, tega ne bom ponavljala, gre res za nekako prehod, 4. razred je namenoma za to izbran, ker takrat se še da v šolskem sistemu tudi izpelja določene korekcije, če vidimo, da so na določenih področjih primanjkljajih. Hkrati, kar se tiče učenja ali pa povezave branja učenja, gre za nekako prehod iz učenja branja v branje za učenje. Samo preverjanje bralne pismenosti je zasnovano na v dveh delih, v dveh kontekstih. Eden je ocenjevalni okvir, kjer preverjamo namen branja, branje za literarno izkušnjo, na drugi strani tudi pridobivanje in uporabo informacij in pa procese razumevanja.
Procese razumevanja so iskanje in priklic eksplicitno zapisane informacije, izpeljava določenega v začetni fazi preprostega sklepa, potem integracija, interpretacija idej in seveda tudi informacij in pa v zadnjem delu evalvacija besedilnih in pa jezikovnih elementov. Ker nas ne zanima samo bralna pismenost, in kje se Slovenija na tem področju uvršča, koliko točk so učenci dosegli mednarodno primerjalno in tako naprej. Zraven tega preizkusa znanja bralne pismenosti preverjamo tudi ali pa zbiramo kontekstualne podatke, in sicer od učiteljev, ki poučujejo vzorčene razrede v 4. razredu, ravnatelje tistih šol, ki sodelujejo v raziskavi, tudi določene kontekstualne podatke ali pa ozadjenske podatke od učencev, o domačem okolju, o šolskem okolju in drugih stvarih, nekaj tega bom danes tudi izpostavila, in pa starše, tudi od staršev zberemo določene podatke, zato da potem te dosežke naših učencev in seveda tako opravljajo raziskavo tudi v drugih državah, povezujejo med sabo. Prav z enim namenom, da vidimo v bistvu tako kontekst domačega okolja, ki se povezuje z branjem, kot kontekst šolskega okolja ali pa včasih samo okolja znotraj razreda in tako naprej. Na mednarodni ravni je sodelovalo 57 izobraževalnih sistemov in 8 referenčnih udeleženk. Referenčne udeleženke so praviloma včasih regije, včasih mesta. Tukaj vidite precej impresivne številke, kaj to pomeni v svetovnem, v mednarodnem merilu. Več 100 000 učencev je sodelovalo, skoraj toliko staršev in tako naprej. Kar se tiče Slovenije, v Sloveniji je sodelovalo v raziskavi 194 šol, 332 oddelkov. Večinoma smo imeli, ali pa v večjem delu po 2 oddelka na posamezno šolo. Tukaj vidite razdelitev 263 plus 69 in tako naprej. To raziskavo v letu 2021 bom rekla, odlikuje, predvsem če mislimo z izvajanjem tovrstnih raziskav za naprej, prehod na tako imenovano digitalno merjenje bralne pismenosti. To se je zgodilo v raziskavi PIRLS prvič v takem obsegu, seveda na podlagi nekega predhodnega preizkušanja, vsaj dela tovrstne izvedbe. V letu 2016 je nekaj izobraževalnih sistemov, med njimi tudi Slovenija, zraven preverjanja branja na papirju sodelovala tudi pri preverjanju branja na računalniku. Tokrat na tako imenovano digitalno testiranje se precej razlikuje od tistega posebnega modula, ki smo ga imeli takrat. Hkrati pa na mednarodni ravni in tudi v Sloveniji želimo ohraniti tako imenovane trende. Ker če bi šli zgolj na prenos nekega drugega načina testiranja, bi se nam lahko hitro zgodilo, da potem primerjava med dosežki tistih prejšnjih ciklov, se pravi prejšnjih 15 let, med seboj več ne bi bili primerljivi. Zato smo v države, ki smo prešle na prehod digitalnega testiranja učencev pri bralni pismenosti, izvedli tudi tako imenovano bridge študijo. Zato, da smo pogledali, ali obstajajo kakšne razlike med testiranjem na papirju in testiranjem na računalniku. Tako je bilo tudi v Sloveniji, zato je nekaj šol, nekaj oddelkov reševalo preizkus znanja tudi na papirju. 163 ravnateljev sodelovalo, 6500 in nekaj četrtošolcev, večina v tako imenovanem digitalnem PIRLS-u, nekaj njih pa tudi v preverjanju na papirju, se pravi, ker smo potrebovali podatke za tako imenovano bridge raziskavo, skoraj 6000 staršev in pa 324 učiteljev, vzorčenih četrtošolcev. Raziskavo smo izvajali sicer od marca do junija, ampak največ podatkov smo dejansko dobili v 2 tednih aprila in pa potem predvsem v mesecu maju 2021, se pravi skoraj da ali pa tik pred zaključkom šolskega leta 2020-2021. Zato vas verjetno najbolj zanima, tako bomo kar
skočili na to. Tukaj je mednarodna lestvica bralnih dosežkov. Najprej bi želela povedati, tukaj vidite, srednja vrednost lestvice PIRLS je usidrana ali pa je izračunana na 500. To nikakor ne pomeni, da so to dosežki ali pa aritmetrična sredina dosežkov v posameznih državah. So nastavljene na 500 in potem pogledamo, katere države, kateri šolski sistemi so dosežki učencev v povprečju nad to srednjo vrednostjo lestvice in kateri pod. Kot vidite, rada bi še to opozorila, da včasih se zazdi, ko pogledamo sam rang in bi kar želeli prešteti, na katerem rangu je pa Slovenija. Treba je opozoriti, da dosežki, povprečni bralni dosežki, kljub temu, da imajo včasih različne točke, 2, 3, 5, odvisno, 1, niso vedno statistično značilni. Kar se tiče, mogoče, če pogledamo na zgornjem koncu, kar se tiče Singapurja, za Singapur v letu 2021 njihovi učenci imajo statistično značilni višji bralni dosežek, se pravi, njihovi učenci so boljši bralci kot učenci na Irskem ali pa v Hongkongu. Med Irsko in Hongkongom ni razlike in tako naprej. Če se sprehodimo po lestvici malo navzdol, vidimo, da nekatere države, vključno za Slovenijo, so obarvane oranžno. Nemčija, Nova Zelandija, Španija, Portugalska, Malta, Francija, Srbija in pa Albanija, zraven Slovenije. Te države, kljub temu, da je povprečna vrednost bralnega dosežka različna, če bi pogledali same točke, med temi državami dejansko ni statistično značilnih razlik, se pravi, ne moramo interpretirati, da so recimo četrtošolci iz Nemčije boljši bralci kot iz Slovenije ali pa četrtošolci iz Albanije slabši bralci od Slovenije. Skratka, vse te države, ko primerjamo bralne dosežke, jemljemo skupaj. Hkrati pa v bistvu ta skupina držav od Nemčije do Albanije, vključno za Slovenijo, vemo, da ti učenci iz teh držav imajo nižji bralni dosežek kot njihovi vrstniki iz Nizozemske, Slovaške, Avstrije in tako naprej, če se pomaknete po lestvici navzgor, in višji dosežek kot njihovi vrstniki iz Cipra, flamskega dela Belgije in tako naprej. Na tej sliki vidite tudi, da so nekatere države v bistvu obarvane z rdečo. Gre za države, ki jim ni uspelo testirati takrat, kot smo to večinoma naredili v ostalih državah, se pravi tik ob koncu šolskega leta, do junija 2021, ampak so testirali po počitnicah. Načeloma september, lahko tudi oktober, tudi včasih se je malo razvleklo. Skratka, ti učenci so praviloma nekoliko starejši kot naši učenci, ki so bili v povprečju stari 10 let. Približno, če vzamemo vse te države, ki so testirale, jaz jim rečem zapoznelo, vse, ki so označene za rdečo, tudi tiste, ki so tukaj označeni, ki so pod srednjo vrednostjo lestvice PIRLS, če vzamemo vse učence te skupaj, so starejši pol leta kot preostale države, ki smo načeloma testirali za to predvidenem terminu. Trendi. Kot vidite na prikazu, leto 2001, 6, 11, 16 in tako naprej, trendi v Sloveniji so se vsakih 5 let dvignili. Takrat smo rekli, da so bili bralci za vsakim ciklom raziskave boljši bralci in tako naprej. Dvigovali so se približno enako, vedno so bile statistično značilne razlike, vse do leta 2016. Slovenija je bila takrat, mislim, da celo edina na svetu, ki je imela tako eksponentno rast in v bistvu rast iz cikla v cikel. V nekaterih državah vidimo, da dosežki malo zanihajo, ostanejo enaki, včasih gredo malo navzgor, včasih malo navzdol, včasih se nam zazdi, če pogledamo samo premice, da obstajajo razlike med enim in drugim ciklom, pa potem vidimo, da ni statistično značilnih razlik.
Trend oziroma padec v bralnem dosežku leta 2021 je za Slovenijo 23 točk. Skratka, ta padec v bralnih dosežkih četrtošolcev smo zaznali prvič leta 2021. Zdaj, seveda nas zanima ne samo Slovenija, zato tudi opravljamo mednarodne raziskave, da pogledamo, kaj se dogaja v bistvu tudi drugod po svetu. Nekatere države, ko jih primerjamo leto 2021 z letom 2016, se pravi za prejšnjim ciklom, gre za 3 države, so dosegle nekoliko višji dosežek leta 2021 v primerjavi z 2016, se pravi bralci v tem ciklu 2021 v teh državah gre za boljše bralce. Med kar nekaj državami, mislim, da jih je 8, ni statistično značilnih razlik. Se pravi, ne moramo reči, da so slabši ali boljši bralci v tem zadnjem ciklu, kot so bili v ciklu pred tem. Gre za nekaj evropskih držav, nekaj pa držav tudi izven Evrope. Večina držav pa ima nižji dosežek leta 2021, kot ga je imela leto 2016. Tukaj jih imate tudi označene. V to skupino, kot rečeno, sodi tudi Slovenija. Zdaj, če pogledamo samo točke, kako se gibajo v posameznih državah, plus 16, minus 16, plus 20, minus 20, mogoče nam to niti ne pove v tej mednarodni perspektivi veliko. Zato sem dejansko pogledala, kaj to pomeni v bistvu v svetovnem merilu, primerjava med tema 2 cikloma. 13 držav, ki je imela leta 2016 višji dosežek od Slovenije, ima še vedno višji dosežek, se pravi, še vedno so četrtošolci, četrtošolke v tistih državah boljši bralci. 10 držav, ki je imelo leta 2016 enak dosežek kot Slovenija, ima v tem zadnjem ciklu višji dosežek. Ena država, ki je imela v predhodnem ciklu nižji dosežek kot Slovenija, ima sedaj višjega. 5 držav 2016, nižji dosežek kot Slovenija, sedaj enakega. Nekaj držav je še, ki so imele takrat nižji dosežek, pa tudi sedaj ostale nekaj nižje, ampak mislim, da vidite že v katero smer, če države primerjamo na tak način, kaj kažejo podatki. Bralni dosežki glede razlik po spolu, ko primerjamo deklice, skupino deklic, skupino dečkov. Od 57 držav, ki so sodelovale v 51 državah, so bralni dosežki v prid deklicam. To ni nekaj novega, to se v bistvu pojavlja iz cikla v cikel, tudi mogoče za primerjavo. Slovenija oziroma takrat Jugoslavija je v raziskavi bralne pismenosti, seveda takrat ni bila bralna pismenost kot samostojna raziskava, ampak se je preverjalo pismenosti pri večjih predmetih. Že leta 1958 sodelovala, že takrat so imeli recimo bralni dosežki, bralno razumevanje pri deklicah je bilo takrat tudi višje na Finskem, pa tudi že takrat v Jugoslaviji. 6 držav, v bistvu za 6 držav ne moramo govoriti, da imajo višji, nižji bralni dosežek, približno enako, ko jih pogledamo po spolu. Zdaj, na desni strani tega prikaza vidimo pa povprečni bralni dosežek, deklice, dečki. Deklice so označene z rdečo, dečki z črno, med posameznimi cikli. Kar vidimo je, da je razkorak med dosežki po spolu v Sloveniji približno enak. Ko se je izboljševal bralni dosežek pri deklicah, se je tudi pri dečkih. Sedaj v ciklu 21, ko so dosežki prvič padli, so padli tako pri dečkih, tako pri deklicah. Verjetno je pri interpretaciji samih razlik po spolu pomembno tudi izpostaviti, da so bralni dosežki povezani z marsičem, tudi zato imamo podatke v naši državi in tudi na mednarodni ravni, tudi s tem, kako radi učenci ali pa učenke berejo. In kar ugotavljamo je, da v povprečju, velja za mednarodno povprečje, velja za Slovenijo, deklice berejo raje kot dečki, zato v bistvu tudi ta razkorak v prid deklicam
niti ni tako presenetljiv, ne na mednarodni, pa tudi, bom rekla, ne na nacionalni ravni. Zdaj si bomo pogledali nekaj rezultatov teh analiz, ki smo jih v tem času uspeli narediti. Pogledali smo predvsem tiste, ki smo jih gledali že v preteklih ciklih ali pa za katere vemo, da iz teorije bi se morale pokazati določene povezave. Nekaj je konteksta domačega okolja, nekaj šolskega. Zdaj, če se najprej pogledamo branje in domače okolje, učenci z višjim socialnim in ekonomskim statusom imajo pomembnejši, boljši bralni dosežek, kot če primerjamo bralni dosežek teh učencev, ki prihajajo iz družin nižjega socialno-ekonomskega statusa. Tudi če pogledamo, v bistvu, da ne vzamemo celotnega socialno-ekonomskega statusa, pa pogledamo samo število knjig, ki jih imajo družine teh učencev doma, vidimo v bistvu tudi ta razkorak. Včasih je malo odvisno, ali pogledamo vsako posamezno kategorijo, ne, ker imamo kategorije otrok, ki imajo do 26 knjig, na 4 kategorije, in potem imamo zadnjo kategorijo na 200 knjig. Ampak če pogledamo tako globalno, tisti, ki imajo doma več knjig, dosegajo boljše bralne dosežke. Boljši bralni dosežek izkazujejo tudi učenci, ki doma pogosteje govorijo slovensko ali pa vedno govorijo doma slovensko. Tukaj smo pogledali, v bistvu, če se nam je kaj med letoma 2016 in 2021 spremenilo, v smislu tega, kakšen je delež četrtošolcev in četrtošolcev, ki doma vedno govorijo slovensko ali pa večinoma, pa napram drugi skupini, tisti, ki včasih govorijo doma slovensko in včasih nek drug jezik, ali pa doma nikoli ne govorijo slovensko. Ne. Če vzamemo ti dve kategoriji skupaj, včasih doma govorim slovensko, včasih kak drug jezik, ali pa nikoli doma ne govorim slovensko, delež se je nekoliko povečal iz nekaj malega več kot 12% na 15,68%, se pravi tam med 3 in 4 odstotnimi točkami več imamo učencev v tem trenutku, oziroma smo jih imeli leta 2021, ki so redkeje govorili vedno doma slovensko. Pogledali smo tudi, je kakšna razlika glede na to, kje so bili rojeni, v bistvu približno skoraj da enak delež rojenih v Sloveniji kot leta 2016, 95%, tako da to. Ker seveda predpostavljamo, da določena motivacija ali pa navade, dobre prakse lahko učenci prinesejo pri branju tudi od doma, zato vedno pogledamo tudi, kako radi pa berejo starši teh otrok, ki so bili testirani. To smo vprašali starše v bistvu, 26% teh četrtošolcev dejansko ima starše, ki so povedali, da zelo radi berejo. V povprečju so imeli ti otroci, ti četrtošolci višji bralni dosežek, že celo od tistih otrok staršev, ki so povedali, da nekoliko radi berejo. Imamo pa še potem eno skupino, tistih, ki sploh ne berejo radi. To je relativno skladno tudi z odgovori učencev, ker tudi njih smo vprašali, kako radi berejo. 28% učencev je poročalo, da zelo radi berejo. Na mednarodni ravni, če pogledamo drugo kategorijo, jih 18% učencev poroča, da ne marajo branja. Pri nas je takšnih učencev, ki ne marajo branja, približno 23%. Zdaj, kar se tiče branja in šolskega konteksta, pogledali smo, ali obstajajo razlike med šolami pri branju. Tradicionalno v Sloveniji, tudi ko to pogledamo pri drugih pismenostih, so te razlike med šolami izjemno majhne, tudi tukaj so se pokazale kot izjemno majhne. So pa bile večje ali pa precej večje razlike med učenci znotraj šol. Večini učencev je tudi všeč, kar berejo v šoli, ne pa vsem, 18% jim ni čisto nič všeč to, kar berejo v šoli, to, kar izbere učitelj. Večina jih zelo dobro ocenjuje tudi interakcijo med sabo, med njimi in učitelji pri pouku branja, zaznavajo ali pa povedali so,
da pričakovanja učiteljev so jim jasna, imajo veliko podpore pri učenju, učitelji načeloma spodbujajo izražanje mnenj o prebranem in jih nekako motivirajo, nagovarjajo, da imajo tudi možnost pokazati, kaj so se naučili. Pri vsem tem učitelji uporabljajo različne bralne strategije, od tiste, ki se bolj nanašajo na organizacijo pouka, na kako formirajo skupine skupaj in tako naprej, do tistih malo bolj motivacijskih. Zdaj, pogledali smo tudi posebej še za Slovenijo določene druge kontekstualne podatke, in sicer utrujenost in kako pogosto učenci prihajajo v šolo zjutraj, ko pridejo na nek običajen dan lačni. Pokazalo se je, da na mednarodni ravni se je ta delež otrok, ki so povedali, da prihajajo zelo pogosto ali pa vsak dan v šolo lačni ali pa utrujeni, povečal. Povečal se je pa tudi v Sloveniji, še več, povečal se je nekoliko več, kot se je povečal na mednarodni ravni. Verjetno vas zanima, in tukaj bom zdaj počasi zaključila, še eno področje si bomo pogledali, in sicer medvrstniško nasilje. To pa zato pogosto ugotavljamo, da medvrstniško nasilje se povezuje tudi z bralnim dosežkom, tako kot se povezuje, če so učenci manj ali pa bolj utrujeni, ko prihajajo v šolo. Zdaj, rada bi še to edino povedala, ne? Zanimalo nas je, kdo pa so ti učenci, ki tako pogosto prihajajo v šolo lačni in utrujeni. Izkazalo se je relativno podobno, čeprav je zdaj teh učencev, ki prihajajo v šolo vsak dan lačni in utrujeni, nekoliko več, ampak pokazalo se je, da načeloma prihajajo iz različnih skupin socialno-ekonomskega statusa, je pa več teh, ki prihajajo iz nižjega socialno-ekonomskega statusa, se pravi tako lačnih, tako utrujenih vsak dan, in kot rečeno, ti imajo tudi, to gre za skupino, ki ima tudi nižje bralne dosežke. Medvrstniško nasilje, tukaj sem vam pustila v bistvu vse postavke, za katere smo spraševali učence, da so poročali. Kot vidite, so slednje na postavke posameznih tipov medvrstniškega nasilja odgovarjali v različnem obsegu, različni pogostosti. Dejansko se je pokazalo, tako kot smo v zadnjih časih priča tudi medijskemu poročanju, da ta problem v Sloveniji obstaja. Tukaj imamo tudi podatke, da ni tako majhen, oziroma rekla bi obratno, da je relativno velik. Vsaj, če pogledamo, če združimo recimo, ali pa tudi, če pogledamo posamezne kategorije, enkrat ali dvakrat na mesec, ali pa vsaj enkrat na teden. Se pravi, več kot enkrat na teden. 16% učencev poroča, da so se tako pogosto drugi učenci, sošolci, norčevali in ga zmerjali, potem velike deleže imamo pri tem, da jih drugi vrstniki izključujejo iz igre, medsebojno širijo laži, so kaj ukradli, poškodovali, nekaj imamo tudi fizičnega nasilja, ali pa da so jih nekako prisilili, da so počeli stvari, ki jih oni sami niso želeli. Vidimo tudi, da se pojavlja določen delež medvrstniškega nasilja na spletu. Skratka, tudi to področje seveda zahteva posebno skrb. Zdaj, zakaj je to samo po sebi tako problematično? Mogoče se nam ne bi zdelo, včasih se pojavi ena od teh aktivnosti. Problematično postaja takrat, ko se to pogosto pojavlja. In tukaj vidimo, da pri določenem deležu učencev se to relativno pogosto pojavlja. Zdaj, kako naprej, potem res zaključim, kar se tiče Pedagoškega inštituta, mi bomo zdaj izvedli še drugo serijo ali pa drug sklop sekundarnih analiz. To, kar lahko napovem, pa teh podatkov zdaj še nimam, najprej bomo pogledali ocenjevanje v Sloveniji, pa kako se potem to kaže v razmerju do dosežkov pri bralni pismenosti PIRLS, to zagotovo, potem večjezičnost, domače naloge, v bistvu take teme, ki so bile v preteklosti ali pa so sedaj nekako v diskusiji,
ali pa se bo na teh področjih more biti zdaj šolski sistem, ne, in na nek način se prenavlja, ne, skratka, da bomo v bistvu čim bolj lahko tudi suportirali izobraževalno politiko, da bo sprejemala na podatkih temelječe ukrepe. Minister je že povedal, Slovenija sodeluje, smo že začeli nov cikel izvedbe raziskave PIRLS 2026. Zdaj, podatki, kot ste jih videli, so taki, ne, da včasih že kar sami kličejo tudi potem, da je na določenih segmentih verjetno potrebno ukrepati, morebiti celo hitreje, kot pa čez nekaj let in tako naprej, ne. Nekaj od teh podatkov ali pa nekaj od teh aspektov zagotovo se da ukrepati tudi hitreje, vse, kar se tiče pedagoške prakse. Ja, to je to. Hvala. Samo še to, tukaj imate dostop do nacionalnega poročila, v bistvu samo poslikate to QR kodo, pa dobite celotno poročilo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Klemenčič. Zdaj pa vabim še ministra za en končni kratek komentar, potem se mu pa res mudi naprej, ker ima naprej obveznosti, tako da minister Vabljič. No, kaj naj rečem, torej najprej se moram zahvaliti sploh še enkrat Pedagoškemu inštitutu in tudi vsem sodelujočim šolam, da smo lahko prišli do teh rezultatov. Vidimo, da niso najboljši, ne, ampak seveda je jasno, da mi se moramo soočiti z vsakim rezultati, ki pridejo in moramo zaradi tega potem tudi ustrezno delovati naprej. Te evalvacije nam pokažejo vedno, ko smo bili prej morda bolj, bi rekel, vzhičeni, veseli, ko smo nekako naraščali, nam je, ne, tisto naše stanje navzgor, zdaj smo malo padli, ampak seveda tudi to je pomembno, torej mi vemo, da ne moramo biti zadovoljni z rezultati, ampak zadovoljni smo, da imamo rezultate take, kot so. Torej zadovoljni smo z rezultati, ker pomeni, da dajo nam neko misel, kaj naprej narediti. Vemo, da to se ne da z neko enkratno dejavnostjo karkoli spremeniti, to mora biti vedno nekaj, kar kontinuirano delamo in seveda tudi v preteklosti smo že v okviru različnih projektov razvijali različne pristope za krepitev pismenosti. To ni, da bi rekli, da bomo kar zdaj začeli, ker smo bili take rezultate, se itak nismo vedeli, kakšni bojo, ne. Tu moramo imeti morda projekt Objem, ki ga je vodil Zavod za šolstvo. Tu so bili razviti gradniki bralne pismenosti, ki so zelo pomembni in tudi preizkušeni didaktični pristopi in gradiva, ki jih lahko nekako uporabljamo pri tem, ko želimo dvigati bralno pismenost, še zlasti tu v vrtcu in osnovni šoli. Vrtec je tisti, ker se je treba že začeti. Torej ne moramo čakati na kasnejši čas. V vrtcu se da marsikaj narediti, kar nam kasneje pomaga, da ustrezno dvigamo bralno pismenost. Vse, kar je bilo v preteklem obdobju razvitega, bomo seveda v naslednjih letih širili, nadaljevali bomo s temi, posodabljali bomo, nadgrajevali, to je nekaj, kar že teče in kar se je pokazalo kot dobro, seveda potem moramo nadaljevati. Vemo pa, da bralna pismenost ne more biti samo stvar šole, ne? To je stvar širše skupnosti, zaradi tega tudi imamo tudi neko skupino, to je Nacionalni svet za bralno pismenost, to je organ, ki seveda je soudeležen v tem, da skrbi za bralno pismenost in tudi v zaključni fazi imamo pravzaprav nek akcijski načrt za razvoj bralne pismenosti. Jasno, da zdaj je ravno prav ti rezultati. To pomeni, ti rezultati bodo dejansko prišli prav ravno temu svetu, da bo pravzaprav to lahko upošteval pri tem, ko bo zaključeval, ne, ta akcijski načrt, ki je že pripravljen. In seveda vsekakor je to tudi priložnost, zdaj, ko imamo tudi prenovo kurikulumov, ne, da bomo tudi to upoštevali, to je skratka vse skupine, ki delujejo pri tem, da prenavljajo kurikulume za vrtec in za osnovno šolo, te vse učne načrte, tudi za srednjo šolo, bodo imeli zdaj priložnost, pravzaprav na osnovi teh rezultatov. Ne samo teh rezultatov, to je še marsikaj tega postoriti, vemo, da bo treba vse pogledati tudi razne podrobnosti še v zvezi s tem. To pomeni, da ti rezultati, ki smo jih zdaj videli, so pravzaprav samo neka, bi rekel, neka
nek vrh ledene gore ali pa samo neko cel nečesa, mi moramo vse dolgi v droboje pogledati, zakaj je nekaj, koliko je prispevalo to in tako naprej. Vemo, da COVID zagotovo je prispeval nekaj, ne vse verjetno, tudi kaj drugega morda šlo kaj narobe, to vse treba pogledati in analizirati in šele potem lahko mi bomo rekli, evo, to pa bo treba zdaj upoštevati pri posameznih skupinah, ki delujejo za eno, drugo, tretje in četrto. Ne. Upamo, da bomo pri tem uspešni in da bo potem naš naslednji PRLS, leta 2026, pokazal, da gremo spet navzgor, ker si ne vidim razlogov, zakaj ne bi šli navzgor. To je bila res neka taka izjemna situacija, ki je vse potisnila v neko nelagodje, v nek nenaraven način življenja, in to je seveda zagotovo bilo neko od sebe, sem trdno prepričan, in če smo prej šli preke kar lepo navzgor, jaz mislim, da ni razlogov, če ne bi imeli spet kakšne zelo take čudne situacije v družbi, ker to ni samo šolski sistem, ampak v družbi nasploh, potem mislim, da smo na pravi poti in da naša dela, ki so bila prej nekako postavljena v šolstvo, zato da gradimo dobro pismenost, so bila in so se izkazala kot dobra. Ta padec je pač vpliv nečesa, zaradi tega bo treba tudi pogledati natančno, kaj pravzaprav vse vplivalo, da se temu izognemo in da gremo potem, tako kot smo šli prej, strmo navzgor. Tako, hvala lepa. Žal se res moramo opravičiti, ker tudi danes, nažalost, na hitro smo ugotovili našega sekretarja in moram res iti na vlado, ker je ravno pač zdaj neka izredna seja ob 11. uri. Tako, hvala lepa. Ja. Hvala, minister. A ima kdo še kakšno vprašanje za gospod Klemenčič? Izvolite, gospodja. A vam lahko še predstavim? Ja. A greste sem? Lahko. Iz Radia Slovenija bomo par vprašanj. Najprej, a lahko torej rečemo, da je bil padec bralne pismenosti v zadnjem obdobju v Sloveniji eden največjih, razen Azerbajdžana pa Južne Afrike. Pa kako se vi razlagate ta padec, saj je samo posledica COVID ali še česa drugega, kot je mogoče navedel minister. Potem, ali je razkorak v padcu enak pri učencih z visokim ekonomskim statusom, kot tudi pri tistih z nižjim ekonomskim statusom. Pa rekli ste, da bralni dosežki so odvisni od tega, koliko učenci radi berejo, a berejo zdaj enako kot prej, ali je bil tudi tukaj kakšen padec dosežen v primerjavi z letom 2016 in še prej? Okay. Bom začela tukaj, kjer še nimam odgovor, kako radi berejo v primerjavi z letom 2016. Ne vem na pamet, lahko pogledam, pa vam bom potem povedala. Načeloma so pa naši učenci v bistvu celo manj radi brali kot njihovi vrstniki, če pogledamo vse države. Ampak pri tem je vedno tako, treba je pogledati tiste države, ki so recimo za nas bolj ali pa manj referenčne. Ponavadi recimo znotraj Evropske unije ali pa nasplošno Evrope, pogledamo tudi še posebej te morebitne razkorake. Kar se tiče razkoraka, vezanega na socialno-ekonomski status, če gledamo število knjig doma, ki pri bralni pismenosti verjetno je izjemno pomemben del tega socialno-ekonomskega statusa, je ta delež približno enak, kot je bil leta 2016. Tisti, ki imajo zelo malo knjig ali pa malo knjig doma, so res nekje spodaj in se ni niti kaj dosti spremenilo. Tisti, ki imajo, koliko je tista tretja postavka, nad 100 do 200 knjig, mislim, da 150 do 200 knjig, so padli tisti, ki imajo nad 200 knjig, ampak teh je zelo malo. V Sloveniji so pa celo malce več padli njihovi dosežki, kot pa pri tistih ostalih, ki imajo recimo relativno veliko knjig doma. Tako da nek razkorak v bistvu se ni poglobil med višjim in nižjim socialno-ekonomskim statusom. Načeloma so dosežki padli pri vseh. Je pa tudi res, da treba pogledati, kje so bili prej in kje so zdaj. Tako da tudi same točke, če bi vam zdaj začela recitirati, koliko so eni in drugi padli, treba pogledati, kje so pa bili prej. Podobno je recimo tudi pri spolu, se mi zdi pomembno pogledati, ali
takrat, ko rastejo dosežki približno enako in takrat, ko padajo približno enako, ne. Bila bi zelo zaskrbljena, če bi se zgodilo obratno, recimo vezano na socialno-ekonomski status ali pa vezano na dosežke glede na spol, ne, da bi ena skupina, v bistvu se nekaj drastičnega zgodilo, pri drugih dveh skupinah pa ne. Skratka, padli so dosežki pri vseh. Padec 23 točk. Zdaj mogoče za primerjavo povem, da v zadnjih 15 letih je bil to zvišanje bralnega dosežka od leta 2001 do 2016 41 točk. Takrat smo interpretirali, da gre za ogromen napredek. Jaz mislim, da bolj kot same točke je pomembno to, da je bil ta napredek stalen, ne, iz cikla v cikel. Tudi če damo vse države skupaj, ne, pa pogledamo, kako je pa napredek pri bralni pismenosti na svetovni ravni, v bistvu opažamo, da je bil tudi na svetovni ravni tako opazen napredek, ne pa pri vseh državah. Ne, v Sloveniji, kot rečeno, pa stalen. Ne. Zato je za nas, pa verjetno bo tudi za mednarodno javnost, veliko vprašanj, ne, zakaj, ne, tako kot ste ga že vi izpostavili. Naj še povem to. Leta 2016, prej sem omenila, smo v Sloveniji in tudi nekaterih drugih državah izvajali zraven klasičnega PIRLS-a na papirju še poseben modul ePIRLS. Takrat so bili dosežki v nekaterih državah. Ni bilo razlik med branjem na računalniku, branjem na papirju. V nekaterih državah so bile razlike, ki so favorizirale branje na računalnik. Mi smo bili v skupini držav, pa tam so bili dosežki eni večjih, ki so takrat, leta 2016, favorizirale branje na papir. Se pravi, naši četrtošolci so bili takrat, leta 2016, dokazano boljši bralci na papirju. Kaj se je zgodilo v bistvu, da gre za tako, bom rekla, relativen padec? Čistočno je lahko, tako kot je minister povedal, to odvisno od različnih stvari, nekaj od šolskega okolja, nekaj od domačega okolja, skratka, verjetno pa gre za preplet teh različnih dejavnikov. Res pa je, da je edina stvar, ki se nam je pa zgodila v tem vmesnem obdobju, je pa bil COVID-19 in zapiranje šol vezano na koronavirusno bolezen. Tako da tudi v znak tega, da smo preverjali, ali obstajajo razlike tudi leta 2021 med učenci, ki so reševali PIRLS na papir in tistimi, ki so šle v digitalni PIRLS, čeprav tisti PIRLS, ki je bil leta 2016, en poseben modul je bil zdaj integriran v digitalni PIRLS in tako naprej. Sama priznam, sem pričakovala tudi leta 2021 tovrstne razlike. Pokazalo se je, da na mednarodni ravni jih ni in tudi v Sloveniji jih ni. Skratka, leta 2021 so naši bralci enako slabi bralci v bistvu. Ni več tega razkoraka med papirjem, vsaj nakazuje se, da ga ni, med papirjem in med računalnikom. Jaz mislim, da bo naš direktor potem v strokovnem delu v bistvu predstavil tudi nekaj rezultate drugih raziskav, ker jasno pa je, da branje na ekran ali pa z digitalnimi kakršnimi koli napravami, čeprav zahteva načeloma enake procese razumevanja, priklic informacije, moraš najti informacijo, izpeljava preprostega ali pa zapletenega sklepa, vrednotenja in tako naprej. Tukaj nekih razlik ni, je pa branje drugačno. Pri branju na papirju načeloma beremo linearno, gremo sproti, pri branju na ekranu ni pravilo, oziroma je ravno obratno, načeloma ne beremo linearno, ampak skačemo sem in tja in tako naprej. Kar se tiče posebne analize Pedagoškega inštituta, mi se še pač o tem nismo pogovorili, ampak imeli bomo na voljo tudi tako imenovane log file, se pravi, da bomo lahko pogledali ali pa naredili analizo spremljanja, a so naši učenci res vse pogledali, preklikali, a so se vračali in tako naprej. Tega zaenkrat še nimamo, vemo samo, da so slabši bralci in da ni načeloma, se kaže, da ni razlik med branjem na papirju in branjem na računalniku. Torej, razlika v ukrepih, ki so spremljali epidemijo COVID-a, vemo, da so bile naše šole dosti dolgo časa zaprte. Ja, šole so bile različno zaprte.
Po Evropi, dosežki so bili pa zdaj zelo različni, ne? Tako da seveda samo zaprtje šol, ne? Če rečeš, en mesec bomo šolo zaprli, v bistvu to potem za pedagoško prakso lahko urediš tako ali drugače, ne? Tako da tukaj se verjetno tudi razlike pojavljajo zaradi tega, kaj dejansko se je takrat dogajalo, ne? Mi, kot ste rekli, smo prišli čez različno dolgo zapiranje šol, relativno pozno smo recimo upeljali ukrep regijskega zapiranja, pa po posameznih šolah in tako naprej. Na Italija, naša sosednja, je to relativno zgodaj začela upeljevati, tako da bomo tudi to v nadaljevanju se povezali z italijanskimi kolegi, ampak zaenkrat, kako vidimo, so njihovi dosežki nad dosežki naših vrstnikov oziroma vrstnikov iz Slovenije. Lahko je pa marsikaj, ne? Lahko je tudi sama problematika tega, da danes učenci drugače berejo, ne? Zdaj, koliko, vam ne znam povedati, koliko je k temu prispeval COVID in poučevanje takrat, koliko je k temu prispeval, ne vem, razvoj družbe kot take, ne? Vedno več dostopa recimo do digitalnih tehnologij, tako da eno in drugo verjetno je prispevalo k temu. Če kdo kakšno vprašanje? Jaz še imam še lahko delo. Veste, kaj mene pa zanima zdaj, zdaj ste že v bistvu odgovorili, da ne moramo čisto točno povedati, kaj je krivo za tole, ampak vseeno Slovenija že prej in tudi zdaj ni pač ne blesti ravno. Ja, v redu je bil dvig ves čas, ampak smo nekje, ne? Zdaj me zanima, kaj bi mi naredili lahko, bi bili višje na lestvici. Veste, kaj mislim? Kaj bi bili po vašem najbolj smiselni ukrepi? Kaj narediti, da bi izboljšali bralno pismenost? Zdaj sploh, ne? Ampak nasplošno. To je ena stvar. Druga stvar pa še, minister je že nakazal, da nekaj bo pa mogoče pokazal tudi NPZ. Ja. V kolikšni meri, zato da ne bi potem čez mesec, ko bodo ti rezultati prišli, kako primerljivo je to? Namreč nekateri učitelji so že povedali, da je bil letošnji NPZ bistveno lažji, tako so povedali učitelji, ne? Zato sprašujem, koliko Ni primerljivo, v bistvu neposredno, ne? Lahko pa, jaz ne vem, kakšni bodo rezultati, ne? Ampak tako kot ste rekli, ne? Treba preveriti težavnost nalog in tako naprej in vse to. Lahko, da se bo nekaj nakazovalo, ne? In takrat bomo lahko kvečemo rekli, nakazuje se, aha, tudi tukaj, ne? Opažamo, da se nekaj dogaja. NPZ-ji tudi niso primerljivi med leti, med posameznimi cikli, ne? Ker nimate teh dovoljšnega števila trendovskih nalog, da bi res lahko nekaj rekli, ali pa pri določenih predmetih jih sploh nimate, ne? Skratka, nakazala se bo neka smer, bomo videli, kam bo šlo, ampak neposredne primerjave med tema dvema zadevama pa ni. Kar se tiče bralne pismenosti na mednarodni ravni, v bistvu se države, načeloma imamo nek raziskovalni okvir, ki ga malce dopolnjujemo, tako kot smo zdaj ta prehod na digitalno merjenje naredili, ne? Ampak načeloma to, kar preverjamo in besedila so glede na namen branja, ne? Preverjamo posebej pri literarnih besedilih, posebej pri informativnih besedilih, pa potem procese razumevanja, ne? In znotraj tega se dogovorimo, kaj je tisto, kar je merljivo v vseh sodelujočih državah, ne? Ne preverjamo, ne vem, dosežkov iz učnega načrta slovenščine ali pa ne vem, nekaterih drugih predmetov, opišemo pa v bistvu. Vsaka država je pripravila tudi svoj del enciklopedije, ker smo analizirali kurikul, tudi kaj se je dogajalo, ne? Jaz sem tam opisovala v bistvu vse te projekte, za katere je treba priznati, da v zadnjih letih ali pa v zadnjem desetletju je bilo veliko projektnega dela z šolami na področju bralne pismenosti. Že minister je enega večjih omenil, ne? Bili so še drugi. Verjetno bodo tudi v prihodnje, ne? Tako da vse to nekako prispeva potem k zvišanju ali pa znižanju dosežkov. Pogledala sem tudi, če se je kaj spremenilo v učnem načrtu, ne? Vi veste, načeloma tisti ostali učni načrti, ne, so bili nazadnje posodobljeni 2011. Dobro, tu pa tam se kdaj zgodi, da je kako poimenovanje predmeta, potem se spremeni, ampak recimo, da od 2011 pri ostalih predmetih ni bilo nekih večjih premikov, govorim za osnovno šolo. 2018 je bil nekoliko posodobljen učni načrt za slovenščino. Sem primerjala oba,
ni bilo takih razlik, da bi se to pokazalo pri PIRLS-u, pa verjetno tudi od 2018, 2021 vedno moramo pustiti tudi nekaj časa, da se to nekako prime. Ne. Spremenjeni so bili recimo ta zasnov ali pa organizacija učnih ciljev, ki gredo zdaj na 3 letja, ampak to zaenkrat v bistvu, ker pa nismo spremenili drugih didaktičnih in drugih gradiv, načeloma ne bi smelo še biti vplivano. Če smo zaključili to, hvala vsem za udeležbo, pa vabim vas, če boste želeli udeležiti strokovnega posveta.